Zdaj pa na oder vabim zadnjega govornika današnjega dvodnevnega posveta, in sicer gospoda vršilca dolžnosti Mirana Miheliča, ki prihaja iz Agencije za razvoj za kmetijske trge in razvoj podeželja. Ja, lepo pozdravljeni, tudi v mojem imenu, v imenu mojih sodelavcev. Sleda bomo mogli tudi mi ime preimenovati, tako kot je rekel, ker se vi niste znašli. Ja, jaz bi mogoče, gospod živi, pa jaz sem drugače sicer iz Ribnice doma, pa tisti pregovor, pa kar rečemo, da kar smo obljubili, nismo še dali, ne, to se največkrat v šali mislimo, ne. To zaradi tega pojasnjujem, da ne bo ta prezentacija zdaj moja tako v neskladju s tem, kar bom govoril pa obljubljal, ne, iz moje pozicije. Tako da hvala vam. Ja, moje ime je Miran Mihelič, jaz sem od oktobra, oziroma od konca oktobra vršilec dolžnosti direktorja Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Kaj lahko rečem, agencijo najbrž že zelo dobro poznate vsi, zdaj že polnoletna, skoraj 20 let v Sloveniji, in sicer je izvajal ukrepe kmetijske politike iz prvega stebra, iz drugega stebra, torej iz neposrednih plačil, okoljskih plačil in pa investicijskih plačil, in pa seveda tudi ukrepe kmetijskih trgov. Mi letno plačujemo več kot 300 milijonov evrov, in teh 300 milijonov evrov je zelo detaljno podvrženo vsem možnim revizijam, ki obstajajo v Evropi. Bodisi slovenske revizije in pa tudi vse evropske revizije, vključno z revizijo računskega sodišča. Praktično imamo v hiši vsak dan revizorje, urada za nadzor proračuna, ki so pooblaščeni preko komisije, Evropske komisije, da preverjajo naše postopke. In to preverjanje izgleda pravzaprav na ta način, da so izbrane vloge, da na osnovi vzorca vlog za posamezen ukrep preverjajo natančno od A do Ž, ali je bila prijava pravilna, ali so bili kontrolni pregledi ustrezni, učinkoviti in pa izplačilo tudi pravilno izvedeno. Kot vidite, torej kot sem že prej povedal, čez 300 milijonov, torej 314 milijonov smo izplačali v letu 2018, največji delež gre k neposrednim plačilom, skoraj 135 milijonov, potem ukrepi programa razvoja podeželja okrog 65 milijonov in tako naprej. En del je namenjen tudi ribištvu, približno 1,6 milijonov. Zdaj, če pogledamo sredstev, evropskih sredstev je tukaj skoraj 260 milijonov, slovenskih 58 milijonov evrov. V letošnjem letu, to se lahko jaz pohvalim, da smo v tem letu v prvih 2 mesecih plačali že skupno 120 milijonov evrov, nekoliko kasneje o tem razlog za tako veliko izplačilo tako zgodaj, in sicer največ smo plačali za sheme neposrednih plačil, okrog 106 milijonov evrov. Tukaj vidite v tabeli izplačila po posameznih ukrepih, pa mogoče ne bi zelo natančno našteval. Mogoče mi se vedno kritiziramo sebe, koliko smo uspešni pri črpanju sredstev. Mi smo zračunali, da je ta delež črpanih sredstev v tem obdobju, torej od 15 pa naprej do zdaj, 41%. V bistvu smo celo nad evropskim povprečjem, ki je 38,6%, recimo te baltske države, recimo Finska ima 65%, Malta pa 16%, ampak skratka smo v enem povprečju, ne moremo reči, da smo zelo slabi v črpanju. Je pa res, da je v zadnjem delu perspektive, sploh na investicijskih podporah, ta delež črpanja se zelo znatno poviša. Tukaj je statistika glede celotnega programskega obdobja 2014-2020 do 1. marca, kot vidite, število javnih razpisov je bilo 434, razpisana sredstva 282 milijonov, vlog smo prijeli več kot skoraj 9000, višina zaprošenih sredstev 259 milijonov, odobrenih vlog je
85% od teh 8900 in pa višina odobrenih sredstev skoraj 195 milijonov. Skratka, zelo visoki zneski. Kar zadeva trenutnega stanja, trenutnih aktivnosti, rešujemo 440 vlog, od tega največ za ukrep 6.1 mladi prevzemniki, ki smo dobili 360 vlog, in pa zbiramo vloge za trenutno 8 odprtih javnih razpisov. Kar zadeva izplačila, je v obravnavi 530 zahtevkov v skupni vrednosti več kot 25 milijonov evrov. Zdaj, kar zadeva izplačil, torej zbirna vloga na podlagi vložitev zahtevkov za leto 2018, kot ste ugotovili, smo prvi del, prvič, pravzaprav odkar obstajamo, izplačali v januarju za neposredna plačila v višini 80% sredstev. To je znaša skoraj 106 milijonov evrov na ravni celotne države. Namen pa je bil ta, da, torej najbrž vsi veste za problematiko glede nabave repromaterijala za naslednjo, torej za zdajšnje leto, ne? In želeli smo, da vsi kmetje pridejo do sredstev. In sicer zato smo se odločili, da izvedemo torej dvofazno plačilo. Prva faza 80% je bila v januarju, v marcu, do konca marca, ali pa čisto mogoče še res prvih dneh aprila pa bomo izplačali ta preostanek 20%. To je bil en razlog, torej za to načrtovanje gospodarjenja, ne. Drugi razlog je pa tudi v izkoriščanju ovojnice. Mi na ta način, ko izdamo dvakrat odločbe, res maksimalno počrpamo vsa sredstva, ki so namenjena v okviru teh zgornjih mej za posamezen ukrep. Kar zadeva plačil za OMD, smo do konca decembra plačali, mislim, da 36 milijonov, razliko še v januarju. Zdaj, kar zadeva nadaljnjih plačil, kmetijsko-okoljska plačila, potem ekološko kmetijstvo in pa dobrobit živali, pa od aprila do maja nekako ne bi bilo tudi vse splačano po planih. V teku je kampanja zbirnih vlog. Svetovalne službe na terenu jih verjetno najbolj občutijo, ne? Pa tudi vsi mi, ki lahko dajemo zbirne vloge. Jaz preden sem odšel sem pogledal, mislim, da imamo okrog 11.000 zbirnih vlog je že oddanih, to pomeni, pričakujemo tam okrog 57.000 vlog. Zdaj, kar zadeva novosti, mogoče zelo pomemben ta del za podpora za zelenjadnice, in sicer, da je šlo za spremembo obdobja pridelave in pa način prijave. S tem smo želeli zagotoviti, da tisti pravi zelenadarji pridejo do sredstev in si sami navedejo, katero je tisto 60-dnevno obdobje v letošnjem letu, ko bodo pridelovali zelenjavo. Zdaj same detajle, kako to prijavijo, pa mogoče zdaj na tem trenutku ne bi, ampak vsa navodila za zbirno vlogo so objavljena na naši spletni strani. Še najboljše pa je seveda dostopati preko kmetijsko-svetovalne službe, ki pa ima vsa potrebna znanja, da pravilno vloži zahtevke. Zdaj, kar zadeva samo strategijo za naprej, to je pravzaprav moja največja prioriteta, naloga, ki jo želim izvesti v prihodnjih mesecih, je, da ne skrivamo tega, da je bil čas obravnave vlog zelo dolg. V preteklosti govorim na investicijskih ukrepih, na ukrepih programa razvoja podeželja. Tu želimo čas obravnave vlog in pa tudi zahtevkov za izplačila skrajšati na 90 dni. To želimo narediti po eni strani z učinkovito komunikacijo z vlagatelji, po drugi strani pa tudi z nadgradnjo informacijskega sistema. Informacijski sistem, tako kot je že moj predhodnik povedal, res preprečuje napake, hkrati nam olajša delo, ko prejmemo te vloge. Zelo pomembno pa je, da ob teh zelo zapletenih razpisih vsak vlagatelj, pa tak izpolnjuje vlogo, že ob vnosu ve, kaj mu manjka, da bo vloga popolna. In ravno na ta način z dobrim informacijskim sistemom se da preprečiti nepravilnosti in pa seveda tudi slabo voljo zaradi vseh teh birokratskih ukrepov. Mi si želimo, da dobimo na koncu čiste vloge, vloge,
katere ne bomo rabili pozivati na dopolnitev. Namreč ravno to pozivanje, ki ga zdaj izvajamo, ali pa smo ga izvajali še posebej v preteklih mesecih, zelo podaljša čas obravnave vloge. Namreč po zakonu o upravnem postopku je to pozivanje, 8 dni, 15 dni in potem dvigovanje pošte in ko smo to analizirali, smo videli, zakaj prehajamo na toliko mesečno obravnavo vlog. Seveda, da ne govorim, da je to krivda sem zaradi zakona, en del krivde je bil tudi pri nas. Zdaj smo probali te postopke optimizirati, pa narediti bolj življenjske, da temu tako rečem. Torej, kot sem že povedal, cilj je 90-dnevna obravnava vlog. Na ta način bodo vlagatelji, kmetje prišli do odločitev, ali je njihova vloga sprejeta ali ne. Namreč včasih tudi popolno dana vloga ne zagotavlja, da bo vloga odobrena, če je sredstvo premalo in je potrebno ponderiranje, torej točkovanje, da ugotovimo, katere vloge so najboljše. Kar zadeva informiranja, je plan takšen, da bomo, oziroma smo že pri razpisu 4.1, ki je bil odprt v februarju, objavljen v decembru, naredili izobraževanje, sicer izobraževanja o vnosu zahtevkov in pa obrazložitev, kje smo imeli probleme oziroma so imeli vlagatelji problematiko v prejšnjih letih. Kje vse so bili problemi pri zahtevkih in razlogi, zakaj so bili zahtevki zavrnjeni. Kot druga stvar si želimo tudi to, da to paketno obravnavanje vlog, ko gre za zaprte razpise, želimo, da vse vloge, ki ne bodo, torej ki že same po sebi ne bodo izpolnjevali teh pogojev, neformalnih pogojev, hkrati pa tudi vsebinskih pogojev, da bomo čim prej ali pa zelo v kratkem času po vložitvi vloge izdali odločbo, da vlagatelj ni upravičen do sredstev. Včasih je bila, jaz zdaj, ko sem veliko hodil po terenu, tudi z ministrico, sem ugotovil, kje je vse, sem slišal vso problematiko, ki se nanaša na naše delo. In ena je bila tudi ta, da čakajo 6 mesecev, da zvejo, da je vloga ni upravičena do sredstev. Potem je problem pri prijavi drugih razpisov in tako naprej. In res se bomo, oziroma smo se že po korakih lotili, da te anomalije odpravimo. Zdaj, kar zadeva kadrov, mi smo agencijo sam tako rečem, zelo prevetril. Torej, s svojimi sodelavci smo oblikovali eno ekipo, ki zagotavlja zelo visok nivo strokovnosti, tudi čustvene inteligence, ki je zelo potrebna pri delu z ljudmi. In na ta način bomo sigurno bolj kakovostno delali in bo naše delo sigurno bolj učinkovito in tudi vidno navzven. Jaz bi toliko na kratko, glede na to, da sem zadnji govornik, pa verjetno se tudi vam že tako mudil sem domov. Tako da jaz lahko rečem samo v imenu agencije, da če imate kakršenkoli problematiko, se obrnete na naše zaposlene. V kakšnem zelo hudem primeru lahko tudi name pisno me lahko pokličete in bomo probali rešiti zadeve. Hvala vam.